Dobrodošli v petem delu serije Crypto Trading za začetnike in danes bomo govorili o moving averagih. Zelo pomembna stvar pri tradanju, povedali bomo, kaj so moving averagi, kako se uporabljajo, kjer moving average je najboljše uporabljati. Najprej bi pa vam rad še enkrat povedal, da je na najnem Instagramu še vedno MacBook Pro giveaway in pa da imamo Discord skupino, in če se hočete pogovarjati s kom o financah, je to ta prav place za vas. Ok, kaj so moving averagi? To so v bistvu tele črte, ki jih vidite tukaj na mojem grafu trenutno. In kar nam moving averagi v bistvu povejo, je nek long term trend, v katerem se premika price action. No, in sicer poznamo dve različne vrste moving average. No, ta prvi je simple moving average in to je v bistvu, tako ga pove ime, se pravi samo en average, torej kje je bila cena recimo v zadnjih, v nekem časovnem obdobju. Naprimer, če si tukaj pogledamo, tale rdeča črta je 200 day moving average, zato ker sem na daily chartu. In v bistvu tale vrednost, ki jo vidite tukaj, se pravi 25.860, je v bistvu samo average, kje je bila cena zadnjih 200 dni oziroma zadnjih 200 teh svečk, v tem primeru dni, zato ker je daily chart. No, exponential moving averagi so pa v bistvu isto kakor simple moving averagi, samo da dajo v bistvu malo bolj poudarka na recent price actionu, se pravi na tem, kaj se je zgodilo pred kratkim in so zaradi tega mogoče malo bolj responsive, pač hitreje se premikajo, no, bi lahko rekli. No, in tukaj na mojem chartu vidite, da imam 4 moving average vključene in če si gremo kar pogledati settings za te 4, če vas zanima, kako se naštima moving average, jaz v bistvu uporabljam kar en indicator, ki se mu reče EMA SMA, se pravi napišete tukaj pod indikatorje EMA/SMA, pa si kliknete tega multiple EMA SMA in tukaj si boste lahko naštimali, ne vem koliko, pač full moving average-ov. No, in jaz imam na chartu, se pravi 3 exponential moving average in to so 9, 21 pa 55. Zdaj, to niso neke random cifre, ampak so v bistvu dosti pomembne te cifre, zato ker te številke tukaj se dopolnjujejo oziroma so povezane z Fibonacci retracementi, tako da boste večkrat videli, da se od njih odbije mogoče cena. In pa imam še en simple moving average in to je tale 200 simple moving average, zato ker pri temu se mi zdi v bistvu, da dobro pove, v kakšnem trendu je cena. Se pravi, generally, če smo pod 200 moving average-om, je trend ponavadi na dol, če smo nad 200 moving average-om, je trend ponavadi na gor. Zdaj tukaj moram reči, da moving averagi so lagging indicator, tako da zna se zgoditi, da je recimo trend že preden prečka moving average, zna se zgoditi, da se trend obrne že preden prečka moving average, ampak ja, s tem si lahko lepo pomagamo, no. No, in recimo pri teh moving averagih vidimo, da se cena kar dostikrat lepo odbija od teh moving average-ov, sploh od tega 55 exponential, vidimo, kle se odbije cena, kle se odbije cena, kle se odbije cena, kle se odbije cena, tukaj se dvakrat odbije cena od tega. In ja, se pravi, lahko jih uporabljamo kakor nek support resistance, se pravi, da recimo, ko se cena naslednjič dotakne tega 55, bi bil mogoče dober opportunity za short, glede na to, kaj smo videli tukaj v preteklosti, ne. No, ampak s tem povedano, bi v bistvu rad rekel, da ne zdaj naslepo tradati sam glede na moving average, ker najverjetneje to ne bo lih delovalo, tako ga ste si zamislili, ker velikrat se cena ne odbije od njih. Ampak nam pa lahko pomagajo pri strategijah, sploh če jih uporabljamo na nekih higher term timeframih,
veliko bolj delujejo na nekem daily chartu, kot na, ne vem, one hour chartu. In ja, v bistvu, tako kot sem prej rekel, podoben kot trendlini, nam v bistvu pomagajo z identificiranjem trada in nam povejo, kdaj se trade oblikuje in tudi obratno na drugi strani, kdaj se nek trend prekine. Ja, in kot sem rekel prej, higher time frame bo v tem primeru pomenil več hitov, se pravi več šanse, da bojo delovali. In ja, to bo to za ta video. Če bi radi začeli tradati kripto, pejte prečekirati Bybit in ja, se vidimo.